V zadnjih urah so v Jordaniji zazvenele sirene, ameriško veleposlaništvo pa je svojim državljanom izdalo opozorilo, naj ostanejo v bližini zaklonišča. Sirene so se sprožile tudi v bližini ameriških baz v Iraku. Zdaj so zalivske države v pripravljenosti. Izrael pozorno spremlja dogajanje. Iransko vodstvo je pod pritiskom skrajnežev, potem ko sta bila predsednik Pezeškijan in zunanji minister Arakči napadena strani privržencev režima zaradi pogovorov z Washingtonom. Alex Šos prinaša najnovejše informacije. Po opozorilu predsednika Trumpa so ameriške sile izvedle nov val napadov znotraj Irana, pri čemer so tarča postali zračni obrambni sistemi, obalni nadzorni sistemi, raketne in dronske položaje, mornariške zmogljivosti ter druga vojaška infrastruktura vzdolž iranske obale. Washington pravi, da je bil ta val napadov obsežnejši kot prejšnji povračilni udarci, izvedeni med krhkim premirjem s Teheranom, in da so bili odgovor na iranske napade na trgovske ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino. Predsednik Trump zdaj opozarja, da bo vsak nadaljnji napad povzročil veliko močnejši odziv ZDA. Pravkar smo jih zelo močno udarili in pravim, da smo jih udarili 20-1. Vsakič, ko nas udarijo, jih bomo udarili 20krat. In to smo storili sinoči. Danes so naredili nekaj malega. A je bilo to v resnici povračilo za sinočne dogodke? Zadeli so pravzaprav 3 čolne, ne 2. In ko udarijo oni, mi udarimo nazaj še veliko močneje. Iran pravi, da so ameriški napadi kršili memorandum o soglasju dosežen z Washingtonom. Iranska revolucionarna garda pa pravi, da je odgovoril na enak način in prevzema odgovornost za napade na ameriške vojaške objekte po celotnem zalivu. Siren so se oglasile v Bahrajnu. Kuvajt pravi, da se je njegova zračna obramba spopadala z raketami in droni. Katar je za kratek čas izdal varnostno opozorilo, preden je razglasil, da je nevarnost minila. Vendar Trump vztraja, da je Iran še vedno obupan, da bi sklenil dogovor, medtem ko Katar poziva strani, naj uresničijo memorandum o soglasju, ki naj bi ohranil premirje. Ostalo jim je zelo malo in tako zelo si želijo skleniti dogovor, da so pred kratkim poklicali, tako zelo si želijo dogovora, sam pa ne vem, ali so sploh vredni, da bi z njimi sklenili dogovor. Ne vem, ali bodo spoštovali dogovor. To je problem. Hkrati se iransko vodstvo sooča s pritiskom znotraj države. Potem, ko so skrajneži napadli predsednika Masuda Pezeškijana in zunanjega ministra Abasa Arakčija na pogrebu Hameneja, ter ju obtožili izdaje režima, ker podpirata pogovore z Washingtonom. Iskreno povedano je to kar noro. Res je kar noro. Tudi Izrael pozorno spremlja dogajanje. Premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta imela posebno varnostno posvetovanje. Izraelski obrambni uradniki pravijo, da ostaja IDF v visoki pripravljenosti. Za regijo je zdaj vprašanje, ali gre za še en krog pritiska pred nadaljevanjem diplomacije ali pa za začetek popolnega razpada premirja. Z mano v studiu za nadaljnjo razpravo sta ambasador Mark Regev, nekdanji izraelski veleposlanik v Združenem kraljestvu in nekdanji višji svetovalec premierja Benjamina Netanjahuja ter varnostni analitik Jonko Vlapin, voditelj oddaje Ross Handler Report. Gospodje, hvala, da ste z mano v studiu iz 24 News English. Jonko, začnimo s cilji, za katere vemo, da jih Združene države doslej napadajo v Iranu. Vemo, da Iran izvaja povračilne ukrepe in napada tako imenovane ameriške baze po vsej regiji. Vendar kaj pravzaprav Združene države nameravajo zadeti, da bi prizadele režim na tej nizki ravni, ne da bi za zdaj sprožile širše povračilne ukrepe? Ja, zagotovo. Iran preizkuša svoje meje v poskusu, da bi si prisvojil Hormuz. To je bila ključna točka že od trenutka, ko je bil podpisan ta zelo pomanjkljiv, nekateri bi rekli usodno pomanjkljiv memorandum o nesporazumu. Poglejte, konec koncev ti cilji niso naključni. Vidimo, da centkom v bistvu vse širše cilja na sposobnost Irana, da uveljavlja svojo voljo v Hormuški ožini. Večina teh ciljev je na južni iranski obali. Govorimo o radarskih nadzornih postajah. Govorimo o protiladijskih križarskih raketah, čolnih IRGC, ki se uporabljajo za nadlegovanje naftnih tankerjev, ki plujejo po poti, po kateri Iranci nočejo, da bi pluli, torej ob obali Omana. Želijo prisiliti ves promet, da poteka ob iranski obali, kjer lahko zaračunavajo tako imenovane pristojbine in v bistvu nadzorujejo Hormuško ožino. To je tisto, kar tukaj poskušajo doseči. In posledično mislim, da so se zmotili v izračunih. V zadnjih 2 dneh so izgubili precejšen del svojih zmogljivosti. Ampak mislim, da ZDA kljub komentarjem predsednika Trumpa še vedno želijo, da bi ta memorandum o soglasju uspel. Nažalost, veste, mislim, da je ta memorandum o soglasju zelo, zelo pomanjkljiv, ampak mislim, da jih še vedno zanima, da bi uspel, prav tako pa tudi Irance. Tako zdaj opazujemo,
kako se preizkušajo med seboj, nihče ne ve, kam to pelje. No, veleposlanica Ragib, slišite predsednika in pravi, da Iranci še vedno želijo dogovor, ne glede na to, kaj bi lahko nakazovala njihova dejanja. Pogovori naj bi se nadaljevali 11. julija. Ali je sploh kakšen znak, v kakšnem stanju je diplomacija trenutno? Mislim, da je pomembno, da gledalci razumejo, da smo sredi 60-dnevnega obdobja pogajanj o tem, kaj naj bi se zgodilo po teh 60 dneh. In kar vidimo, je, da ni osnovnega razumevanja, kaj naj bi se dogajalo v vmesnem obdobju, čeprav so vsi mislili, da so bila dosežena določena soglasja. In mislim, da je to pomembno vprašanje tukaj. Določeno mero tolažbe in celo previdnega optimizma črpam iz načina, kako se obnaša predsednik Trump. Ker pravi, da se ne držite dogovora iz memoranduma o soglasju, kjer ste se zavezali. Iran se je zavezal, da bo ohranil Hormuško ožino odprto in da ne bo posegal v pomorski promet. In vendar smo znova in znova videli, da Iranci ciljajo ladje, ki, kot je pravkar rekel Jakov, želijo pluti po omanski strani ožine in tako naprej. In v bistvu mi je všeč ostro stališče predsednika Trumpa. Irancem sporoča, da se ne morejo igrati iger. Zavezali ste se k temu, prekršili ste svoje zaveze. In mislim, da je to razlog, zakaj smo videli zelo ostro retoriko iz Turčije, ko je bil tam na obisku zaradi vrha NATO. Pravi, vi Iranci ste sklenili dogovor, pa ga ne spoštujete. In tudi Jakov ima prav, ker ko bo 60 dni mimo, bodo morali opraviti težje delo in razpravljati o jedrskem programu. Če se ne morete dogovoriti o tem, kaj počnete danes in o tem, kar naj bi bilo že dogovorjeno, kako naj potem obstaja kakršnokoli zaupanje za reševanje res težkih vprašanj, ki so seveda iranski jedrski program. Na točno to temo želim vključiti še eno gostjo, Briana Katulisa, višjega sodelavca na Inštitutu za Bližnji vzhod. Brađane, hvala, da ste z nami na I24 News English. Pravkar ste slišali ambasadorja Marka Regeva. Pravi, da je bil memorandum o soglasju namenjen ustavitvi obstreljevanja. Namenjen je bil odprtju Hormuške ožine. Nobeno od tega se trenutno ne dogaja. Ali je memorandum o soglasju v bistvu mrtev? Smo spet na začetku ali vsaj tam, kjer smo bili pred 3 tedni, preden je bil ta memorandum sploh podpisan? Zdi se, da smo. Mislim, da sta bila vaša druga dva gosta precej vljudna. Ta memorandum o soglasju je sporazum, ki pomeni popuščanje. Predsednik Trump, ki je žal v šibkejšem položaju, skuša popuščati Iranu. Po vsem sodeč bi moralo biti konec, vendar se ne zdi tako. Ne vem zakaj. Predsednik Trump še naprej pošilja mešane signale. Ima svojega podpredsednika, J.D. Vansa, za katerega mislim, da zagovarja ta pristop. Ampak mislim, da ta zadnji val obstreljevanja dokazuje, da Trumpova administracija ne ve, kaj počne. Ni se posvetovala z nekaterimi našimi najbližjimi partnerji na Bližnjem vzhodu, vključno z Izraelom in številnimi državami zaliva. In bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Mislim, da smo prišli od največjega pritiska na Iran v prvem Trumpovem mandatu do največje negotovosti, ker mislim, da niti predsednik Trump ne ve, kaj bo naredil naslednje. Kaj pa Katarci? Katarski zunanji minister je imel ločene pogovore na visoki ravni z iranskimi, savdskimi in emiratskimi uradniki. Kako posredniki, kot je Katar, poskušajo manevrirati v tej negotovi situaciji? Mislim, da verjetno hitijo ugotoviti, kdo dejansko sprejema odločitve znotraj Irana. Mislim, ne da bi bili iranski režim v zadnjih 40 letih dobri ljudje, ampak eden od rezultatov te vojne letos je to. Mislim, da je to morda povzročilo še bolj skrajno, a zagotovo manj predvidljivo skupino voditeljev v Iranu, ki so še vedno na oblasti. Ni bilo nobene učinkovite spremembe režima. Pravzaprav trenutno sploh še ne govorimo o statusu jedrskega programa, ki je bil in bi moral biti še vedno ključna tema, pa ni. Ker zakaj? Stvar, ki je bila odprta 27. februarja, dan pred vojno, Hormuška ožina, je še vedno zaprta. Iranski voditelji, ki so še vedno na oblasti, to izkoriščajo kot vzvod in uporabljajo to, kot je eden od vaših drugih gostov imenoval memorandum o nerazumevanju. Jaz bi temu rekel sporazum o popuščanju z vidika Donalda Trumpa, ker ve, da je politično šibkejši tukaj v Združenih državah. In gospodarska bolečina, ki jo je iranski režim zdaj povzročil na krajih, kot so Združene države, je na nek način oslabila Donalda Trumpa. In res si obupam, da bi tukaj poskušal doseči nekakšen zaključek. To nas pripelje nazaj k eni glavnih točk kritike, še preden je bil ta memorandum o soglasju sploh podpisan. Dokler ima Iran kakršnekoli zmogljivosti in verjame, da zdaj nadzoruje Hormuško ožino,
Ne glede na to, kakšne dokumente podpišejo zdaj ali v prihodnosti, kako lahko rešimo problem glede te ozke morske poti, nad katero si Iran zdaj želi nadzora? Mislim, da s trenutnim vodstvom, ki ga imamo v Teheranu, tega ne morete storiti. Če pogledate njegov dosedanji nastop po svetu, predsednik Trump dejansko ni prav dober pri sklepanju trajnih diplomatskih dogovorov. Ne vem, če se vsi spomnite, ko je trdil, da bo končal rusko vojno proti Ukrajini v enem dnevu. Tukaj smo, leto in pol po začetku njegove administracije. Tega mu ni uspelo doseči. Mislim, da je to deloma zato, ker ne gradi koalicij. Vračam se k točki, ki sem jo omenil prej. Verjetno bi se morali o tem memorandumu o soglasju nekoliko bolj posvetovati z našim vojaškim partnerjem v tej vojni, Izraelom. Vsekakor bi se morali tesno posvetovati s tistimi zalivskimi državami, kjer imamo baze, in morali bi zgraditi koalicijo. Težava je v tem, da je predsednik Trump zasvojen s svojim lastnim slogom performativne diplomacije. In želim si, da bi bilo bolje. Želim si, ker je Amerika dejansko vojaško močna, vojaško močnejša. Mislim, da imata Amerika in Izrael tukaj moralno prednost v primerjavi z iranskim režimom. Ampak nekako zelo dobre karte igramo zelo slabo. In mislim, da se to dogaja tukaj z predsednikom Trumpom. Brian Katulis, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Hvala za ta vpogled. Hvala. Tukaj v studiu, Mark, ko govorimo o tem memorandumu o soglasju, je bilo to nekaj, kar so mnogi ljudje v Izraelu, številni voditelji v Izraelu kritizirali že od začetka. Ali obstaja možnost, da je to, kar trenutno vidimo, dobro za Izrael, če se memorandum o soglasju začne rušiti? Najprej mislim, da še ni jasno, ali je memorandum o soglasju res končan ali ne. Mislim, Trump ni izključil te možnosti. In mogoče je to zadnje obstreljevanje videti kot prisilno diplomacijo. Z drugimi besedami, ne izpolnjujete svojega dela dogovora. Streljali bomo na vas, dokler svojega dela ne boste izpolnili. In zato z tega vidika, kot sem že rekel, določena mera previdnega optimizma. Ali bodo Iranci razumeli, da morajo spoštovati svoje dogovore z Ameriko in izpolnjevati svoje obljube, sicer bodo za to plačali ceno. Amerika se ne boji uporabiti sile. In morda to pomeni, da je ta proces lahko uspešen, ker verjamem, da bodo Iranci naredili potrebne popustitve, le če bodo tako rekoč imeli pištolo na glavi. In če ne, je jasno, da Američani sporočajo, da so pripravljeni znova poseči po višji stopni bojevanja. In mislim, da so to dobre novice. Iranci, to je edini način, da se to reši diplomatsko. Če Iranci razumejo, da če se bodo igrali, če bodo zavlačevali, če bodo začeli igrati igre, ki smo jih vajeni videti pri njih, bodo samodejno deležni vojaškega napada. In morda bi to moralo dati upanje tistim, ki želijo, da diplomacija uspe, saj je to edina osnova, na kateri lahko diplomacija uspe. V redu, no medtem pa so se po tem, kar smo danes videli, potem ko so se oglasile sirene v bližini ameriških baz v Erbilu in Bagdadu, pojavila tudi poročila o napadu z dronom, ki je zadel iransko-kurdsko opozicijsko skupino blizu Erbila. Trenutno ni poročilo o žrtvah. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Intifad Hanbar, predsednik Sveta za zaščito Kurdov v Washingtonu, D.C. Prav tako je bil nekdanji tiskovni predstavnik namestnika predsednika vlade Iraka. Intifad, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Po teh najnovejših poročilih se zdi, da so kurdske sile znova tarča napadov, medtem ko si ZDA in Iran izmenjujeta ogenj. Zakaj so znova v središču napadov? Dobro jutro iz Washingtona, Nicole. Hvala. Mislim, da se zdaj dogaja to, da Iran nikoli ni prenehal napadati kurdske opozicije, iranskih kurdskih opozicijskih skupin v Kurdistanu in v Kurdistanu v Iraku. In mislim, da je eden večjih problemov ta, da kurdska vlada nima nobene zračne obrambe. Združene države Amerike branijo Erbil in dele Kurdistana v Iraku pred iranskimi agresijami, raketami in droni. In opravili so izjemno delo, vendar kurdska pešmerga, bojna sila kurdske vlade, še vedno nima zračne obrambe. Zato se v Washingtonu zelo trudimo prepričati Združene države, da kurdski vladi zagotovijo to zračno obrambo. Težava je, da morajo obiti Bagdad, ker je Kurdistan del Iraka. In uganite kaj? Bagdad je bolj povezan z Iranom in ne bo dovolil, da bi to šlo v regijo Kurdistan. Zato moramo imeti neposredno povezavo in Združene države morajo dostaviti ta zračna obrambna sredstva,
ki jih Kurdistan nujno potrebuje za obrambo 6 milijonov Kurdov, kurdske vlade in njihove civilizirane družbe. Kaj pa nedavni napadi na ameriške baze v Iraku? Kaj Iran pridobi z napadi na te baze? Irak je očitno razpet med dvema stranema. Imate Washington in Teheran. Ali Mari Iran s temi napadi poskuša Bagdad še bolj pritegniti na svojo stran? No, Nikol, žal je zaradi prejšnjih ameriških administracij, natančneje Obamove in Bidenove administracije, Iran postal nasilnež na Bližnjem vzhodu. JCPOA je bil v osnovi namenjen omejevanju iranskih jedrskih zmogljivosti, vendar so ljudje spregledali bistvo. Iranski problem ni samo jedrsko vprašanje, temveč tudi podpora milicam, napadi na regijo, vključno z Izraelom, Združenimi arabskimi emirati, zalivskimi državami, vsemi zaveznicami Združenih držav, strateškimi raketami dolgega dosega. Torej je treba odpraviti celo vrsto vprašanj v okviru iranske moči, preden lahko rečemo, da imamo miren, urejen in trajen mir na Bližnjem vzhodu. V nasprotnem primeru bo Iran še naprej ustrahoval Bližnji vzhod, saj je ta režim v rokah nasilnežev, ljudi z apokaliptičnimi pogledi. Nimajo nobenega logičnega razmišljanja. In to nevarnost moramo odpraviti na takšen ali drugačen način. Ko pogledamo javno mnenje o režimu tako v Iraku kot v Iranu, je danes zadnji dan pogreba Kasema Solejmanija, ki je potekal iz Irana v Irak in zdaj nazaj za končno pogrebno slovesnost. Če se njegov sin, novi vrhovni voditelj Muqtada al-Sadr, danes ne pojavi, kako bi to lahko še dodatno škodovalo javnemu mnenju ali celo zaupanju v režim? No, povedal sem tukaj v vaši oddaji, Nikol, če se spomnite, da bo Iran ta pogreb izkoristil za prikaz moči, predvsem pa za kazanje mišic. Vendar pa je v iranski doktrini Vilažat al-Faqih nekaj, kar se imenuje al-Taqija, kar pomeni prevara. Laganje je zakonito in versko sprejemljivo. Torej, jaz ne bi bil presenečen, če je Musharraf mrtev ali na pol mrtev ali v vegetativnem stanju in oni še naprej trdijo, da deluje. Ker je laganje po tej doktrini Taqije sprejemljivo za zavajanje sovražnika. In kako bi potem lahko sklenil dogovor? Kako bi lahko sklenil memorandum o soglasju ali dolgoročen dogovor z režimom, katerega bistveni del državne politike je laganje po doktrini Taqije? Antifat Kanbar, lepo, da ste danes z nami na I24 News English. Hvala. Hvala. Tukaj v studiu, Jakov, ko pogledamo pogreb, so Libanon, Saudska Arabija in Katar vsi poslali delegacije na Hamenejev pogreb. Države, ki tega niso storile, pa so za Ali je to potem pokazatelj ne le novega diplomatskega aparata, ampak tudi varnostnega aparata, ki ga trenutno opazujemo v regiji? Mislim, da je to pokazatelj, da ni več skupnega zalivskega pristopa do Irana. Vsi grejo v različne smeri, skupne zalivske politike ni več. To je vse preteklost. Videli smo celo, da so emiratski komentatorji posmehovali Saudicam in rekli: mislite, da ste strateški, ker pošiljate te nižje delegate na pogreb? Niste strateški, samo ponižujete se. Ta država, Islamska republika, je izstrelila rakete na vse nas. Vi pa pošiljate delegate na pogreb človeka, ki je zasnoval to vojno mašinerijo. To je ponižanje. In to so emiratski komentatorji izrecno povedali. In moje prepričanje je, da takšne izjave niso izrečene, razen če ne dobijo žiga odobritve kraljevega dvora v takšnih državah. Tako da mislim, da vidimo zelo velik razkol med ZAE in Saudsko Arabijo glede tega, kako ravnati z Iranom. In veste, vidimo, da velike države, kot so Savdici in tudi Katarci, radi govorijo dvolično in igrajo dvojne igre, ko gre za Iran, ter stavijo na obe strani. In druge države, kot so ZAE, predvsem pa ZAE, so v ospredju z veliko drznejšim in neposrednim pristopom, saj še bolj stavijo na zavezništvo z Izraelom in upajo, da bodo Združene države Amerike prišle k pameti, ko gre za Iran. Vse to ima zagotovo tudi vojaške posledice. Imeli smo več poročil o izraelski bateriji železne kupole v ZAE. Ni samo železna kupola. Obstajajo vse vrste obveščevalnega in operativnega sodelovanja, ki si ga lahko predstavljamo med tema dvema državama proti skupnemu sovražniku.
In druge države v zalivu se zdi, da igrajo na več kart na precej, rekel bi, manj pogumen način. No, veleposlanik se reče, ko pogledamo retoriko, ki prihaja iz tega pogrebnega sprevoda v zadnjih nekaj dneh, vzkliki smrt Ameriki, smrt ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Tudi danes, zadnji dan, so razkrili ogromen transparent, na katerem piše v angleščini: Trumpa bomo ubili. Jasno sporočilo washingtonskim pogajalcem in samemu ameriškemu predsedniku. Ali ima to kakšne posledice za potekajoča pogajanja in za to, kaj o vsem tem misli Trump sam? Stari pregovor pravi: kar vidiš, to dobiš. In to je pravilen izraz načina, kako revolucionarni režim v Iranu vidi svet. In Iran je vedno govoril, da so Združene države veliki satan, Izrael pa mali satan. In da ne bi užalili naših evropskih gledalcev, ampak Evropa je verjetno srednje velik satan. Ja. To so fanatiki, to so revolucionarni fanatiki. Henry Kissinger, ki je veliko pametnejši od mene, je rekel, da problem Irana ni v tem, da je država. Iran je ideja. Z drugimi besedami, cilj je širjenje islamske revolucije. In zato je bil Izrael vedno tako zaskrbljen zaradi njihovega jedrskega programa in njihove podpore terorizmu. In mislim, da Donald Trump, saj upam, ampak mislim tudi, da on to razume. Kaj pa pogreb, ker ga je jako pomenil? Poglej, Iranci so res dobili klofuto, če pogledaš, kdo se je udeležil pogreba. Seveda nam ni bilo všeč, da je tja šel libanonski namestnik obrambnega ministra in da so Savdijci poslali svojega namestnika, zunanjega ministra, ja. Ampak razen Pakistancev, ki so poslali svojega predsednika, kaj ne? In o Pakistancih smo že govorili v tej oddaji. Pakistanci so grozni, ko gre za karkoli, kar je povezano z mirom na Bližnjem vzhodu. Da nimajo nobenega prispevka. Zdi se, da sodelujejo z najbolj skrajnimi elementi. Ampak Rusi pošljajo nekdanjega predsednika, kaj ne? In to je njihov najbližji prijatelj. Kitajci, ki naj bi bili prav tako njihov tesen prijatelj, pošljajo namestnika zunanjega ministra, kaj ne? In ena država za drugo pošilja diplomatske predstavnike na nizki ravni, kar je klofuta islamskemu režimu. To kaže na njihovo diplomatsko izolacijo. Prav, Južnoafričani, ki niso prijatelji Izraela, niso poslali nikogar. Nekaj se dogaja. Počakajmo in poglejmo, kako se bo vse skupaj odvilo, še posebej tukaj v regiji. Mark Regev, Jakov Lapin, odlična analiza obeh. Hvala vama.